Lunedì scorso Papež Frančišek je med splošno avdienco 9. aprila začel nov sklop katehes, namenjen darovom Svetega Duha. Tokrat je spregovoril o modrosti. Sveti Duh je življenjska limfa cerkev in vsakega posameznega kristjana. Je ljubezen Boga, ki iz našega srca naredi svoje bivališče in vstopi v občestvo z nami. Sveti Duh je vedno z nami, vedno je v nas, v našem srcu, je dejal papež Frančišek vernikom zbranim na trgu Svetega Petra. Duh sam je največji dar Boga in tistemu, ki ga sprejme, podeljuje raznovrstne duhovne darove. Cerkev jih pozna 7, število, ki simbolično pomeni polnost, celoto. 7 darovi Svetega Duha so modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost in strah Božji, je pojasnil papež in nato začel z razlago prvega, to je modrosti. Pri modrosti kot daru Svetega Duha ne gre samo za človeško modrost, ki je sadec znanja in izkušnje. Svetopismo nam pripoveduje, da je Salomon, ki je bil kronan za kralja Izraela, Boga prosil za modrost. Modrost je ravno to, je dodal papež Frančišek. Je milost, da lahko vidimo vsako stvar z očmi Boga. Pomeni videti vse, svet, situacije, probleme z Božjimi očmi. Včasih namreč vidimo tako, kot je nam všeč, v skladu z našim srcem, sovraštvom, zavistjo, a to niso Božje oči, je pojasnjeval papež. Modrost je tisto, kar Sveti Duh dela v nas, da bi vse stvari videli z očmi Boga. To je dar modrosti. In ta dar prihaja iz zaupanosti z Bogom, iz tesnega odnosa z Bogom, odnosa otroka z očetom. Ko smo v občestvu z Gospodom, Sveti Duh preoblikuje naše srce in mu omogoči zaznavati vso svojo toplino in ljubezen. Sveti Duh, torej kristjana, naredi modrega, je papež nadaljeval katehezo, a to ne v smislu, da bi imel odgovor za vsako stvar, da bi vse vedel. Oseba ni modra v smislu, kot je moder Bog, ampak v smislu, da pozna Boga, ve, kako Bog deluje, ve, kdaj nekaj prihaja od Boga in kdaj ne. Srce modrega človeka ima okus in vonj po Bogu. Takšne kristjane potrebujejo naše skupnosti, ko vse v njih govori o Bogu ter postane lepo in živo znamenje njegove navzočnosti in njegove ljubezni. Tega po Frančiškovih besedah ne moremo improvizirati in s tem se ne moremo sami oskrbeti. Ob koncu splošne avdience pa je papež Frančišek spregovoril o patru Francu van der Lugtu, 75-letnem nizozemskem jezuitu, ki je v ponedeljek bil ubit v Homsu v Siriji. V Sirijo je prišel pred 50 leti in je vedno vsem delal dobro z zastonskostjo in ljubeznijo in zato so ga imeli radi in ga spoštovali kristjani in muslimani. Njegov krut uboj, je dejal papež Frančišek, me je napolnil z globoko bolečino in mi dal misliti na mnoge ljudi, ki trpijo in umirajo v tej trpeči državi, moji ljubljeni Siriji, ki je že preveč časa sredi krvavega konflikta, ki traja in seje smrt in uničenje. Sveti oče je spomnil še na številne ugrabljene osebe, kristjane in muslimane, Sirce in državljane drugih držav, med katerimi so tudi škofi in duhovniki. Prosimo Gospoda, je dodal, da se bodo lahko kmalu vrnili k svojim dragim in svojim družinam in skupnostim. Vse je povabil, naj se mu pridružijo v molitvi za mir v Siriji in celotni regiji ter pozval odgovorne osebe v Siriji in pri mednarodni skupnosti. Lepo prosim, naj umolkne orožje, naj se konča nasilje, nič več vojne, nič več uničevanja. Naj se spoštuje humanitarno pravo, naj se poskrbi za ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč in naj se doseže želeni mir preko dialoga in sprave. Papež Frančišek je nato skupaj z verniki na trgu Svetega Petra molil Zdravo Marijo za mir v Siriji.